pozdravljeni. Torek, 1. december, da smo tukaj pred ministrstvom za finance. Jaz bom probala gor, kot vidite, so tukaj stopnice, zato ga morajo punce odnesti gor na roke. Prvo pa vidi, kaj bo. Seveda iščem ministra Mramorja. Tukaj zagotovi. Ja. Tukaj smo v medetaži, v bistvu moramo prvo nadstropje prijeti. Jaz sem danes tukaj itak prvič, tako da nismo vedeli, kakšna pot nas čaka pred sabo, predvsem glede stopnic in tudi zmožnosti asistentke, da me nekam odločitvo, da vidite, da smo improvizirali, da se malo spočijemo v tem medetaži z 2 stoloma. Na srečo sem jaz majhna, tako da se to da in nam je uspelo. Gremo naprej, čau. Evo, gospa je zdaj tlele bilder, se pokaja. Evo, zdaj smo v prvem nadstropju. Ne vem, ali je to pred kabinetom za finance. Nismo mogli pregledati skozi vozičke, pa more. Ja, kar dolga pot je, da. Veliko stopnic, ampak mislim, da smo zdaj pred kabinetom ministra in ima še sestanek. Zato bomo morali počakati, kar je tudi čisto logično, ker smo v bistvu upadli noter, ker drugače ni šlo. Ampak njegov urnik in bomo pač počakali, dokler bo treba, da mu pojasnimo osebno asistenco, zakon in da on, upam, reče, da. Vse, kar smo uspeli doseči, je pogovor z gospodom Marjanom, tajnikom ministra Mramorja. Minister je tam naprej, verjetno nekje v delu zakopani, ne tegne prijeti ven, zelo verjetno noče. Ven ne vemo, ampak upamo, da bomo vse kaj dosegli, da dobimo nekoga, ki bo dejansko zadolžen za pregled financ, za osebno asistenco, zakon o osebni asistenci, zato ker drugače je skozi neko ping-ponganje, ne. Sami ministrstva pravijo, oni nimajo denarja, pejte na finance, no mi smo zdaj tukaj, tako da smo to vzeli dobesedno in želimo, da se nekdo specialno s tem ukvarja in poiščemo skupaj tista manjkajoča sredstva, po ministrstvi, po resorjih, tam, kjer tudi mi vemo, da še so. Da ni. Evo, zdaj smo na vajnem v našem kombiju. Kot rečeno, prišli smo do gospe sekretarke Vraničar. Obljubili so, da nam bodo pomagali v smislu poiskanja sredstev in koordinacije med ministrstvi, tako da bomo z njimi sedaj na vezi in upamo na najboljše.